Dober večer z komentatorskega mesta v Mariborskem Ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo Prve lige Telemach. Tretja tekma 33. kroga bo derbi glavnih pretendentov na naslov državnega prvaka. Vodilni Maribor ima pred drugo uvrščenim Koprom samo točko prednosti, zato bi izid nocojšnjega obračuna lahko že odločilno vplival na končni razplet dirke za najbolj cenjeno slovensko lovoriko. Mariborčani bi v primeru zmage 3 kroge pred koncem povišali prednost na 4 točke, neporaženi so ostali na zadnjih 7 ligaških izzivih, na katerih so zbrali 4 zmage in 3 neodločene izide. Zadnji poraz so utrpeli na začetku marca na tem prizorišču proti Bravu. V zadnjih 3 krogih sezone pa bodo igrali še z Bravom v gosteh, Aluminijem doma in Muro v gosteh. Druga zaporedna zmaga bi vijolice zelo približala 16. državnemu naslovu. Koprčani se potegujejo za drugo lovoriko najboljšega v Sloveniji. Prvo so osvojili pred 12 leti. Zmago bi prehiteli tekmece za 2 točki in bi bili v psihološki prednosti, recimo temu, v zadnjih 3 krogih, ko bo prvi napad pa za Maribor. Gregor Sikošek s podajo pred vrata in že prva priložnost. Đorđe Ivanović je bil na oddaljenejši vratnici. Spremlja ga Jelić Balta, Kronaveter pa v kazenski prostor. Zamujal je Alvir priložnost. Ja, tudi s prekinitev lahko Mariborčani ustvarijo nek še dodaten pritisk na zadnjo linijo Kopra in zna biti še kako nevarno. Proti Kronavetru, na mreži je končala žoga. Dolga žoga znova na Kronavetra, podaja v sredino in mimo gola. Ognjen Mudrinski je prišel do zaključnega udarca. Nemanja Mitrović, tudi on je bil svoj čas član Kopra, bolj sicer v mlajših selekcijah. No, zdaj priložnost morda za domače. Mudrinski gol! Ognjen Mudrinski v 26. minuti za vodstvo Maribora z 1:0. Podajalec mislim, da je bil Jan Repas. Mudrinski pa je navdušil večino zbranega občinstva v Ljudskem vrtu. 16. gol sezone za Ognjena Mudrinskega in lahko je zadovoljen Radovan Karanović. Ja, prelahko je padel ta zadetek, vendar dobro prepuščena žoga proti Koliju, ki je zdaj 1-1 z Mitrovićem. Koli preigrava, Koli poskuša strelom, Osudži ima priložnost in gol! Izenačenje 1:1. Žoga je v mreži, Bede Osudži pa je strelec in to 8. v tej sezoni. Zakaj je Koper zadev? Prav zaradi tega, kar sem prej omenil. Igralci niso bili odločni, vendar pa je tu Koli enostavno, se vidi, želel, prelisičil svojega nasprotnika. Žoga se je srečno odbila do Osudžija, ki pa je imenitno zadev. Pa je zdaj potegnil. Tu je Maribor navaren, tu je Maribor navaren. Đorđe Ivanović, kakšen strel Ivanovića, to da vendarle je na koncu zgrešil. Zdaj je znova pri žogi srbski krilni napadalec, nekdani član beograjskega Partizana. Kronaveter preigrava, strelja, Golubović je žogo vendarle zagrabil na koncu, ostaja 1:1. Kronaveter izvaja udarec iz kota. Priložnost je to za Mudrinskega in žoga mimo gola. Nekdo je tam preusmeril strel. Kotnik, znova Jelić Balta. Iskal je Kolija v sredini, žoga je prišla do Osudžija. Še en zaključek Osudžija in tokrat mimo gola. Vlogo igrali prav igralci, ki bodo stopili iz klopi. Osudži in Kotnik. Kotnik strelja silovito in obramba Mena Bergsna. Izjemen poskus Andreja Kotnika v 57. minuti. Sikošek. Kronaveter se lahko odloči tudi za strel z razdalje, tokrat ni imel prostora za to. Milec, napad Maribora se nadaljuje, Milec v sredino, Alvir in Kotnik, tu je Osudži. Osudži se obrača, strelja Osudži in Bergsen z obrambo. Kronaveter s podajo, dober skok in tam je na črti rešil Karlo Bručić.
Teka zdaj Žugel, priložnost za Maribor, to je priložnost, toda obramba Golubovića. Milec s strelom z razdalje, brani Golubović, še ena priložnost, Mitrović je v kazenskem prostoru, poskus podaje, toda Golubović nova na pravem mestu. Radovan Karanović, vtisi po današnji predstavi? Ja, moram reći da mislim da enostavno da smo tekmo zelo dobro začeli, mislim da smo imeli popolno kontrolu do tistega zadetka, mislim da smo gol enostavno prepoceni dobili in nekako v drugem polčasu nismo bili isti in mislim da smo morali drugi polčas veliko več dati. Bi lahko dejali, da je bila posledica nekoliko slabše predstave v drugem polčasu tisti prejeti zadetek, ki vas je nekoliko presekal? Ja, mi smo se zmenili, da gremo naprej, bi rekel, isto kot v prvem polčasu, ampak očitno, da je, ne vem, ali mogoče to bilo v njihovih glavah, tako da nismo nadaljevali za isto igro, vseeno, imeli smo spet dve izredno dobre situacije, pač nismo realizirali. Gremo naprej, prvenstvo danes itak ne bi bilo odločeno, tako da do konca še 3 kola in do konca bo borba odprta. Vam je morda do današnje zmage zmanjkalo nekaj športne sreče? Tudi med ostalim lahko rečemo, da nam je zmanjkalo, ampak vseeno mislim, da bi morali biti v drugem polčasu dosti bolj konkretni. Radovan Karanović, najlepša hvala in srečno. Tekma je bila zelo gledljiva za gledalce, kaj pa za vas kot glavnega trenerja Kopra? Ja, enako, mislim, da je vsake ekipi pripadal en polčas. Mi smo šli malo slabše v tekmo, delal sem malo težave v tej vezni liniji, drugi polčas smo šli više in po mojem mišljenju bili boljši, se pravi v tem drugem polčasu, ampak neč, gremo naprej, iz tekmo tako kot prvega kola in bomo videli, kaj bo na koncu to prineslo. Kaj pa je vam morda zmanjkalo do paketa 3 točk? Dobro, imaš neke trenutke, ki jih pač moraš izkoristiti, na koncu bi lahko tudi iz ene priložnosti tudi gol dobili, hvala Bogu je golman odbranil, ampak ne glede na vse, mislim, glede na to, da je, tako kot sem rekel, vsake ekipi pripada en polčas, mislim, da je rezultat realen. Se pravi, se strinjate, da je rezultat realen, 1-1 je to? Po mojem mišljenju je, ne vem, kako pravi drugi. Najlepša hvala in sreča tudi vam v nadaljevanju prvenstva.